Te pa hočejo, čisto vsak te hoče nategniti. Kako mora več človek tukaj prefuken, da se ta debelu gor naštima in lejte takole osla gor rine. Evo se gremo pa dol. Tele očala mi zmeraj delajo probleme. Moram paziti, da mi ne padajo. Še en veličasten tempelj not v skali. In lejte, to je prav iz skale ven izdolbljeno. Evo, še zadnji zajtrk na temle čudovitem placu. Nimamo sreče, dež spet. Je pa tale šefe rekel, da je tle zelo redko pada dež, če smo ga prav razumeli, pa če je on nas razumel, kaj smo ga sploh spraševali. Tako da zdaj smo mislili spet v vadi pogledati, ampak smo rekli, si bo siguren spet zaprt, tako da ne gremo. Lejte, prav pada, no, ampak gremo pa naprej, se bo mogoče pa nazaj grede vrnili, tako da danes je zanimiv dan pred nami. Sam čez hrib smo šli, evo pa je vreme čist drugačno, skoraj sončno, te tamle dol je en jez, verjetno, mogoče sem pelal čez njega, no drugače pa meni osebno tale pokrajina zelo zanimiva, tako da imam rad takele vožnje. No, najlepše tole, ki je soncem obsijano. Tole pa je razgledna točka. Drugače smo tole na višini 1400 metrov, nima človek občutka, ampak ko smo v kratkih rokavih, pa kaj mrzlo, pa je kar občutek, da si najbrž visok. Mi smo drugače namenjeni v Petro, ampak na poti smo se postavili še v teli vasici, ki se imenuje Dana, in bomo šli na en krajši trekking. Kako se imenuje ta dolina, v katero bomo šli, ne znam izgovoriti, ker je res tako zakomplicirano. Je pa po slikah sodeč zelo lepo in zanimivo. Tukaj dol, kot vidite, je lep kanjon. To smo zdaj še čist pri vasici Dana, ampak tle dol je 16 km in smo se odločili, da gremo mi raj tist prvoten kanjon najdeti in bomo raj tam se malo sprehodili. Bo po mojem mnenju boljš, kot pa tukaj. Čeprav ta dol 16 km je vrhunsko bi bilo, samo pa moraš še nazaj prideti, ne? Tako da je pol 32 ali pa prevoz moraš za nazaj dobiti. Tole je naš naslednji cilj, Šobak, Kestelj. Od tukaj izgleda zelo zanimivo. Zdaj smo prispeli na grad. So tudi super razgledi. Drugače ta goren del je kar uničen. Vidite, tle malo obnavljajo. Tako da je vse zelo v ruševinah. Ampak meni se to čisto zelo vredno ogleda zdi, čeprav so ruševine. Vidite, dobri razgledi, od zunaj je lep ta grad. Zdaj smo šli pa pogledati še tele neke ostanke, kjer so ljudje včasih živeli. Pojma nimamo, koliko nazaj so tukaj živeli. Vidite, tam na gor je grad. Mi smo to zgrada videli, pa smo rekli, gremo pogledati. Tle je en most, pele čez. No, pol pa pogledamo tole, pa da vidimo, kako je videti. Da malo posnamem takole, da boste imeli občutek, na kakšni lokaciji je tole. Vidite, v vseh teh noter so verjetno živeli ljudje. Takole zmeraj so imeli neko, se pravi, bila neka naravna jama, čeprav ne izključuje možnosti, pojma nimam o tem, ampak lahko, da so tudi izdolbili noter, ne. Pol odspet, vidite, so pa še malo przidali. Čist na hiter ena razgledna točka, a ni dobra. Zdaj smo prišli v ta vadi, katerega smo hoteli priti. Zelo smo se dol spuščali po eni
zelo strmi cesti, tako da so, bom rekel, bremze zelo smrdele. Zdaj pa, da kao imamo 1 uro pa pol dol, pa uro pa pol nazaj, bomo videli, kaj bo. Jaz mislim, da bo kar zanimivo, sodeč po slikah. Kako se pa imenuje ta vadi, bom pa napisal v opisu video posnetka. Namreč ime je tako zakompliciran, da ga ne znam izgovoriti, niti se ga ne zapomnim. Evo, tu je mačken bolj zakomplicirano. Moraš to tudi gruntati, da tule mogoče ni 100%. Če se tule odlom, tamle si gotov. Padeš dol ka budala. Kamorkoli gre človek, sreča žlahto. Glejte, koliko jih je. Pa čist lepo mirne. Ne vem, to so večinoma ovčke. Koža. Hello. Tukaj pa se začena zanimivo. Glejte, kako lep kanjon. Ful dobre fotke sem tlele naredil. Tako da si jih pogledajte na mojem Instagram profilu. Najdete me po Tomaž Gorec. Res. Fenomenalno tole. Vode sicer postaja čedalje manj. Tamle je kar za nekaj časa zginila, pa je spet prišla. Ampak gledajte, tole pa čedalje bolj noro. Čedalje bolj ozki. Hodnik gremo, čedalje višje, bolj navpične stene. Tole vam moram pokazati. Glejte. Pa glejte, koliko visoke stene. Kakšna skala. Noro, tole pa je noro. Tudi kaj bo tole ful hude fotke. Sicer zdaj, ko grem dol, jih ne delam, ker se mi telefon izprazno. Sploh nisem mogel verjeti, da se mi je toliko na hiter, ampak zdaj sem ga dal povant na powerbank, oziroma jaz imam baterijo od drona za te zadeve, ko vsaj ene trikrat ga lahko čist napolneš in je ful dober, ampak počas to polne tako, da bo treba počakati. Glejte, da pa voda čist zgine. Glejte, čist zgine. Glejte, tamle je še kar nikako, pa čist zgine. Spodaj je približno skozi isto ozko, ampak glejte, gor se pa zapira. Čedalje ožji je vse skupaj. Tudi skozi se malo spreminja, ni skozi isto. Kako je pa tukaj lepo. Kaj da bi en tole lepo uredil po grabu. Gor pa takole, lejte. Še ena zanimiva formacija skal. No, tole je tudi lepo videti, ker je ravno sonce obsijalo. Zdaj je pa tudi prišel čas, ki je treba malo poplezati. Sicer, lejte, nič posebenega, ampak treba pa je, no. Drugače pa, lejte, na kakšnem zanimivem kraju smo, da vam še malo okolico pokažem. Res, fantazija. Evo, se gremo pa dol. Tele očala mi zmeraj delajo probleme. Moram paziti, da mi ne padajo. A drugače so pa tule fino skamne so nabetonirali noter. Ali pa vijačili, ne vem, v glavnem. Čist enostavno gre. Poglejte, tle pa en kamen dol vrgel. In je kar tle vstal. Pa neki ptiči so noter. Išli smo, tukaj pa že malo več vode. Ste na kaj me tole spominja? Na film Alibaba in 40 razbojnikov. To smo kot otroci gledali in bi rekel, da je bilo glih v enih takih krajih snemano. Zdaj je pa malo več sonca, pa malo več vlage in lejte, je pa že takole zelenje okoli.
Tako da to se ful hitro spremenja. Pa tukaj so tudi stene so mokre, tako da tukaj je kar malo več vode in vlage, bi rekel. Evo, če se gre kdo guncat, ajte, tle so palme ful začele rasti, na temle gore izgleda ena palma pala in se nekdo znajdel in je tle guncnico naredil. Če se je spremenilo, lejte, iz samega kamna je tle ratalo kar zeleno, te tule po mojem figa, lejte, palme rastejo tamle v zadju, tako da kar naenkrat čista sprememba. Verjeten je tudi tu zgoraj malo drugače. Poglejte, koliko je to tle cik-cak, vidite, tle naprej ne morem jeti in so tle kamni postavljeni, grem tukaj čez, pa lejte tukaj čez tele kamne, pa na tegale, pa spet nazaj na uno stran. Tu se zdaj žene 20 minut, sem ene 30krat ali pa 50krat prečil takole vodo. Evo, hodam bos, sem mogel sezuti merelke, ker tlele, kakor vidite, ni šlo čez. Sicer sem probaval, ampak moj sopotnik se je sezul, pa sem rekel, ajde se bom pa še jaz, ker drugače bi bila pa zadeva taka, da bi se na koncu tudi jaz sezul, ampak polke bi mu že čevlje mokre, ne. Tak sem jaz, vse prepozno. No, ene 100 metrov nazaj smo se odločili, da obrnemo, zato ker smo si izračunali, da bomo mogli v mraku prišli nazaj, tako da gremo nazaj, ampak kakor ste videli, videli smo ogromno. Pa tlele zgubil očala tlele noter, tako da. Pa tle, ker so mi špegle pale. Jebem ti sonce in špegle. Evo jih. Prispeli smo v Petro. Tole smo tle v hotelu, kjer je recepcija. Jaz sem najprej šel preveriti, kakšen je internet in ful hiter deluje. Tako da sem ful vesel. Zdaj vam pa še sobo pokažem. Tole je pa soba. Tako bom rekel, nekaj tacga ko v Amanu, kakor vidite, ni boh ve kaj, ampak pač to je Petra in je vse malo dražji, pa zato, da smo blizu, smo zbrali tega, pa še ta ni tako zelo pocen, niti ne vem točno, koga bomo plačali. Dobar, ni tudi drago, ne, ampak ni pa nekaj ful pocen. Dobro jutro iz Petre. Danes si bomo ugledali znamenito Petro. To naj bi bila ena izmed 7 svetovnih čudes. Tako da jaz sem prepričan, da je pred mano čudovit dan. Tako da gledajte tole do konca, ker bo siguren zelo zanimivo. Naj povem, da so tukaj v Petri snemali film Indiana Jones. Tisti, ki ste gledali ga, vam je bil zagotovo všeč. No, zdaj pa gremo naprej. Lejte, kele v tole smer, kilometer pa 200 se mi imam od hotela za prehoditi, ampak gledajte, že tistele planine, hribe, ki vidim, sem kar navdušen. Kaj tacga, ki se mi je zdajle naredilo, se mi pa še ni v življenju. Lejte, kot gradbenik gledam tamle, kako se bo tista škarpa enkrat malo podrla in zjam in grem jaz lepo takole naravnost in ko zjam, ko se zaletim noter, semle čisto polno. Sem pa budala. Zdaj se približujem vhodu. Tukaj je zelo veliko restauracij, prodajalen. Tle imajo lepo, lejte, posod vse napisano. So pa tudi cene malo dražje kot one tam gor. Tole je vhod v Petro. Aha, tukaj
zaslikati se, I love Petra, tamle je gor še muzej, bomo videli, koliko bomo nazaj prišli, upam, da ni kakšne gužve, ne nijo, tako da super. Tukaj je mapa, kar veliko bomo prehodili, tako da si tole malo pogledam, malo naštudiram, pol pa gas noter. Evo, zdaj sem vstopil not v Petro, tukaj je cel kup konjev, verjetno bojo to ponujali. Seveda mi tudi na misel ne pride, meni je štos, da tole hodim in prehodili bomo veliko danes, ampak meni je to užitek, tako da po tem sončku fantazija. Tle me je tip vprašal, če hoče imeti s konjem, pa sem rekel ne, hvala. In pol je pa rekel, ne, da je to vključeno v ceno karte. In to smo pa glih zjutraj brali, da imajo to foro, ne, kao vključeno v ceno karte, greš, pol ti pa na koncu pa reče, da pa napitnina pa ni uračunana in ti hoče 50 evrov. Prve zanimive stvari se že začenjajo. Je pa kar gužva v teli Petri, glejte koliko ljudi. Sam tukaj le pred menoj jih je bistveno več kot 100. Zdajle se bomo sprehodili po 1,2 km dolgi soteski, ki jo imenujejo Sik. Drugače pa, da naj vam malo povem o teh krajih. Te kraji so bili naseljeni že 9000 let pred našim štetjem, se pravi pred 11 tisočem letem. 4000 let pred našim štetjem je bila Petra predstolnica Nebetajskega kraljestva. V 1. stoletju našega štetja pa je to živelo 20 000 ljudi. Tole je en zanimiv del Petre. Na vsaki strani visoke stene, zagotovo več kot 100 metrov. Sicer, kakor ste videli, mi smo se že včeraj po neki podobni zadevi sprehajali. To je v bistvu tudi nek vadi, tukaj je pač tekla reka včasih in reka je tole naredila. Zanimivo, da tudi tukaj grejo ljudje, se odločijo, da grejo noter s tem električnim avtom. Meni se zdi neprecenljivo, da greš tole peš pogledati. Dober, razen če ne moreš hoditi. Tis je druga zadeva, eni si tudi umislijo, ki bi lahko hodili, sicer to nikakor ni moj problem, tako da to se vsak sam odloči. Samo hočem povedati, da pa nimaš boljšega, kaj je tole peš pogledati. Zdaj pa že prihajamo do najbolj znane točke v Petri. Tole je tole, ki majčkeno vidite v ozadju. To je drugače zakladnica. Ima ime tudi v arabskem jeziku, ampak veste, da sem jaz za izgovorjavo slab. Vidite pa koliko ljudi. Tukaj, če vam jaz prav v spominu, se da tudi splezati nekam gor in to od zgoraj gledaš. To moram najti, gledajte, uklesano v steno. Teli avtomobili mi grejo na živce. Taka gužva, pa tle vozijo, gledajte, koliko je to ljudi. Gledajte, čez tale tunel, ki smo mi prišli, morajo s tem avtomobilom iti, mislim. Iz tamle gor je ful dober razgled dol, pa me je en tip najdel, pa sprašal, če hočem iti gor.
Pa sem rekel, če zastonj, pa rekel ne, da košta 10 evrov, ampak vidim, da je v končni fazi zastonj, čeprav govori, da ni zastonj. Jaz bom šel, tako da to ni noben problem. Te pa hočejo, čisto vsak te hoče nategniti. Tole pa je bilo včasih mesto Petra, no, je še vedno. Tamle dol zadaj je hipodrom. Tamle gor mora biti nekaj zanimivega, bom šel pogledat. Evo, najprej grem pa dol tamle do hipodroma. Grem jaz najprej tole gor pogledat. Tle pa zdaj gre še par poti, pa se moram pol odločiti, po kateri bom šel. Tako da najprej pa tole gor. Tole je ena grobnica. Gremo pogledat noter, kako je videti, se kaj vidi. No, ni ravno velika zadeva. Vidite, to je vse izklesano v kamnu. To je nekaj podobnega kot Kapadokija, ki so tudi vse v kamen klesali. S tem, da so tle večje stvari vklesane, kakor tam, ampak tudi v Kapadokiji je zelo zanimivo. Tukaj je kar nekaj teh stvari. Po mojem so tu neke grobence. Je pa tukaj ful razgledna točka, kamor vidiš na vse strani. No, tole tukajle. Gor je ful zanimivo, tamle se ful ljudi zbira, tamle zadaj je amfiteater. Tako da šibam še tja pogledat. Kakor sem pričakoval, je tukajle ful dober razgled na amfiteater. Tudi je tukajle zelo globoko. Zdaj bom pa še tamle malo pogledal z une strani, ki je tudi super videti. Tle se ljudje slikajo, jih ne bom motil. Evo, če tle dol padeš, ni dober. Tukajle še ena zanimiva zadeva. Bi bila pa in video in tudi slika veliko lepša, če ne bi tule tle nasrali. Tele spominke. Tole je še ena veličastna zadeva. Čisto kamno. Neki tempelj, mogoče grobnica. Gremo noter pogledat. Že tukaj od zunaj videti, da je kar veliko. Kar velika zadeva tole, lejte. Pa celo neke poslikave so gor. Kakšni super razgledi. Sem vedel, da je to velika zadeva, da je pa tako velika, pa nisem, tako da zdaj grem v tistili smeri naprej. Tole je pa veliki tempelj, veličastna zadeva. Še bolj zgleda od spodaj gor, ampak glede na to, da je sonce ravno za menoj, moram pač tukaj od zgorej snemati. Tudi okolica neverjetna. Evo, lejte, zdaj se pa še kele malo nižji dol s prehodem. No, takole pa zgleda veliki tempelj od tukajle, malo nižje. Tole je še ena veličastna stavba. Žal jo je malo načel zob časa. Zdaj pa da vidimo, kam smo prišli. Je to še kam naprej. A so to zdaj samo tiste stranske poti. Jaz iščem tole Monastery Trail in kaže tako puščica, kele naravnost. Ali je tu gor, ali kam, ne vem. Sem šel tle, ko je puščica kazala. Upam, da sem na pravi poti. Mislim pa, da bomo kmalu videli. Se me malo čut, da ni čisto nobenega človeka tlale. Tak. No, tudi kamorkoli bom prišel, bo zanimivo, kaj tle piše, da je muzej. Na tole me ne zgleda glih kot muzej.
Je pa zanimiv razgled dol. Vidim, da veliko ljudi gre kale še naprej. Ne vem, kam gre tista pot. Ful je teh poti, ko da človek ne more vedeti. Jaz upam, da sem na te, ki sem hotel, jo. Tamle je nekaj. Ne more da tisti muzej. Ampak zdaj ta pot bi mogla kar nekaj cajta trajati. In upam, da upam, da se bo takole nadaljevalo, ker takih poteh jaz uživam. In seveda, lejte, tole, teli razgledi, mislim, to je več kot fenomenalno. Tako da lejte, tamle se nadaljuje. Sicer upam, da ni tamle že konc. Lejte, to so imeli vse preluknjeno ljudje v teh skalah. Sem rekel, tam okoli letati 100, naj bi jih tukaj v Petri živelo 20 000 ljudi. Za 20 000 ljudi pa kar rabiš nekaj prostora. Splačalo se je pride tole pogledat, lejte, fantazija, res neverjetno, lejte, tle dol prepad. Tamle, ne vem, kaj je to vse, tukaj je ena restauracija, tamle se dva konja, osla pretepata. Izgleda, da se tukaj ta pot konča. Tle je ena cesta, za katero predvidevam, da gre dol v dolino, ker gor mojster pride iz temne avtom. Zdaj, če bi se dalo kam kele gor prideti, mogoče, da bi tjale šel, ampak se nekaj ful posebenega ni. Če bi glih čist do vrha prišel, evo, tamle se dva oslička še naprej tepeta. No, ampak kakorkoli vzameš, se pa sem gor siguren splačalo iti. Zdaj sem najdel to pot, po kateri sem želel iti, to je tale. Tamle v daljavi vidite ljudi, da dol prihajajo. Ampak, glejte, sem se premislil, ne bom šel. Glejte, ker tamle za tistim hribčkom, gor je pa en večji hrib in bom raj šel na tist gor, da bi kele gor prišel, ker se mi zdi bolj zanimiv. Sicer bo bolj naporno, ampak nikaj. Še prej grem pa tamle pogledat dol v dolino, ker so tudi še nekaj ljudje hodili. Tako da, ker sem že tukaj, da slučajno kaj ne zgrešim, zamudim, pač da izkoristim to. Glejte, tole tablo mi je osliček zakril in ko sem prišel, je lepo se omaknil, da lahko preberem, kaj so lepi oslički, so mi pa res všeč. Morda smo si kaj vžlah, pa zato to. Veste, kaj sem ugotovil? Tole je tista pot, monasteri, ki jo jaz iščem. In tam, ki je bila tista tabla, ki je bila originalna puščica zbrisana, pa neka druga narisana, tist je čisto kontrasmer kaže. Mislim, da pa to zato, da je pa to en namerno naredil, zato da ljudi se prvap. Mogoče on tip, ki me je vprašal, če grem z oslom gor. Ne? Pa ljudeh njemu pridejo. Če ta moja teorija drži, so pa res barabe. Tako da, glejte, to sem zdaj slučajno tam pri tistih osličkih, ki sem gledal, sem to odkril. Ampak zanimivo, pa tudi moram priznati, da sem pa en redkih, ki se to zaja. Ker drugi so kar vsi sem šli. Malih je šlo kaj gor, ki sem šel jaz, kamor je puščica kazala, kakor ste videli. No, tako da grem zdaj na to pot, ker obetavno zgleda. Lejte, kele gor v kanjon, tudi tam piše, da je težka, jaz imam pa težke rad. Tukaj bo pa en zanimiv prehod. Takole. Tale pot mi je čedalje bolj všeč. Edini manjši problemček imam, na WC bo treba jeti. Pa tlele bolj težko najdeš plec
Drugače pa prav zanima, kam bomo prišli. Kako mora biti človek tukaj prifuken, da se ta debeluh gor naštima in lejte takole osla gor rine. Mislim, sej osu je ki je gor 3-krat večji, lej ga. Tamle pa en star možakar šel skor z Birglan gor, tak bi še zastopil, takle zavalen tip, pa komu jebe mater. Kar vleče se. Nismo še, lejte, kele do vrha moramo prideti. Vse pa kaže, da se je splačalo sem le gor prideti. Še en veličasten tempelj not v skali. In lejte, to je prav iz skale ven izdolbljeno. Res. Fenomenalno. Aha, not se ne daje, do tamle lahko prideš. Bom šel pogledat, čeprav ne pričakujem nekaj ful posebenega, no pol pa še kele naprej. Ni mi jasno, zakaj je tle vse tako dobro označeni te kaži poti. Ali bo na koncu kaj zaplačati, ali ne vem, čudno. Tle naj bi bil en slab, kakor piše. Malo čudno se mi zdi, od kje bi tukaj bila voda. Bomo videli. Lepa pot je do sem speljana, taka zanimiva, ki so meni všeč, ampak slaba pa jaz mislim, da tukaj ne bom videl. To je tako, da bi ga na Triglavu na vrh slab iskal. Ne vem, zdaj tudi ni več teh oznak za slab. Zdaj sem ugotovil, zakaj je tako označeno, ker je tukaj na koncu ena trgovinca in je človeku, ki je malo na odročni lokaciji, v interesu, da pride čim več ljudi gor. Zdaj sem prišel na to razgledno točko, tle trgovina. Lejte, tle dol pa kar malo grozeče, ne, lejte še ta kamen. Lejte, to je 500 metrov dol. Mislim, če tle dol padeš, to najdejo več kot 500 metrov nižji. Tamle gor, ne, bom tudi še posnel, je čist odrezano. Tako da, kar malo grozno, ampak vsekakor se je pa splačalo pridati sem gor. Da vam pokažem, kako izgleda tukajle. Dajte. Poglejte, kakšen fini plec je dobil za spanje, koža noter v skalo, kako se je zrihtal. No, tukaj pa še en simpatičen osliček. Pravijo, da je tukaj najlepši razgled, pa gremo pogledat, da vidimo, če je res. Res ni slep razgled tukaj. Lejte dol na tempelj. Se bom pa uspel še tam, lejte gor, kaj vidite zastave, pa neki šotor, ker tam tudi lahko gor greš. Tako da, ja, fino. Poglejte bogiga oslička, ki so ga tle privezali pa pustili, reveža. Še vode morank niso dali. Kako je ti osliček? Si bogi, ne? Ja. In ti moraš tudi take budale tovoriti gor, ki smo prej videli, ne? Ja, kako si lep pa prijeden osliček moj. Ja, taki ste tako lepi, ste oslički. Ja, osliček, ja, jaz te imam rad, seveda. Take osličke imam jaz rad, ki si ti, veš. Lejte, kako sem z osličkom hiter prijatelja ratala. Ja, moj osliček. Osliček, se nočeš božati, prej si se. Ja. Tale bo pa malo bolj zakomplicirano prideti. Mislim, kar strmo se dvigne, pa da vidimo. Bom posnel tole pot, pa šel tudi malo hitrejš, da vas ne utrujam. Predolgo cajta. Ja, tle lahko hitro kdo dol pade. Sej prej je bilo tukaj kar kolone ljudi, so gor šli in je oren gužva ratala. No, čez lepe stopničke gor. Evo. Evo, lejte, tam je pa že gor. Lepo, ne?
Se je splačalo prideti sem gor, lejte, kakšna razgledna točka. No, ta glavno je tole, se pravi tale tempelj, pa tudi kele pol naprej je super. Zdaj sem prišel nazaj, tole je tisti veliki tempelj. Zanimivo, koliko je malo ljudi ratalo. V bistvu skoraj jih ni, skoraj čist prazno. Prej je pa tle bila mana tisoče ljudi, ne vem, morda na 10 000. Lejde, sem pa zdaj opazil, da tam vidite na levi strani, ki je neka zgradba ful velika, da do tiste pa sploh nisem šel. Ne vem, kako mi je to ratalo je zgrešiti, ampak ne bom šel zato, ker hočem priti na un hrib, gor, ker sem že prej planimal, ker za vse bo pa cajta zmanjkalo. Kot sem rekel, sem se zdaj odpravil semle še na tole pot. Vidite, v tamle dol sem štartal, zdaj grem pa naprej gor. Vidite, tamle tistole, ki vidite, to sem vse bil, tudi tamle odzadaj, v tistih hribih sem vse bil. Tako da še tole mi je ostalo in grem zdaj še to pogledati. Boste videli. Vidite, v tale kanjon, če grem, ne vem, če tamle ful od odzadaj vidite še stopnice in pol gor na vrh je neka razgledna točka. Dajte, če ne drugega grem zato, da se malo sprehodim, pa zato, ker je ful lepo. Se meni je to ful lepo. Se pa moram pohvaliti, da sem ful hiter prišel, lejte, v tamle dol, do semle gor. Zdaj zbog nisem ustavljal skozi stopnice, tako da sem rekel, to rabim eno uro, zdaj bom pa prej kot ure. Mislim, da pa tlele nekje gor je ta točka, kamor hočem priti. Če še malo pa bom gor. Zdaj sem pa prišel na ta kraj, ki sem hotel priti. Poglejte, no tle gor spet restauracija in tudi gledajte takole tepihe pogrnejo, zato da se malo bolj počutiš dolžen kaj kupiti. Ampak gledajte, tu kamor greš, imajo tu in ne moreš povsod. No, mi gre pa meni tudi ta vsiljivost malo na živce, tako da no, gledajte, koliko smo visoke. Gledajte, tamle uno, ki vidite, sem jaz vse pogledal. Gledajte, tudi tam na un stran sem vse pogledal, kaj je noter še globoko v dolino šel. Noro to je res. Današnji dan je več kot uspel. Prehodil sem več, kot sem mislil, da bom. Ni taki zaključni vtisi, bi rekel. Tole vrhunsko, čeprav stopnina draga. Mislim, bolj 50 evrov. Mi smo imeli skup z Jordan pasom, ampak moš kar računa, da je 50 evrov. Se to sigurno splača. Res, nekaj neverjetnega. Poleg teh templov, grobnic in vse, kar je tudi ful dobra narava, ne. Tako da jaz sem tudi nad naravo navdušen in super. Čeprav spal bom največ pa kar dober. Tako da, ker bom kar zmatran, pa še pozno sem šel včeraj spat, šele v pol enih, ker sem dopo montiral video. No, kar se narave tiče, lejte, ne, mislim, vsi te hribi, lejte, a ni to fantazija? Fantazija, fantazija. No, tamle v tistili vasici, ki vidite čist na sred ekrana, tam sem pa nastanjen, tako da imam še kar nekaj do kaj prideti, ne. Na višini sem ta pravi, sam jaz moram je čist dol, pa se pa ful gor spustiti. Tako da, fantastično sem to lahko rečem. Zdaj sem šel pa še na večerjo v isti lokal, ki sem šel včeraj. Evo, lejte, naročil sem si tole zelenjavo v pečici.
sem že probal, kakor vidite, je dober, zraven dobiš tudi ta njihov kruh, lep lokalček, v tem sem bil že včeraj. Evo, lejte, takole pa tudi zunaj lepo urejeno, tako da ful dober. Vam pa moram povedati, ful dober dan, ampak zmatran sem pa tako, da vam pa ne moram povedati, tako da sem se tale ful z veseljem usul in bom ful z veseljem tole lepo počasi pojedel.